Čarobni bomo danes znova, namreč sam Sebastian je svet prišel k nam v studio po 3 tednih, da nam znova kaj lepega pričara. Sicer pa Sebastian, pred dnevi si se mudil v Nemčiji, Avstriji, ko sva zadnjič že povedala, je ta nemški, recimo, nemško govoreči trg postal interesanten tudi zate. Ja. Kako je bilo v Nemčiji? Fantastično. Ja, ljudje navdušeni, jaz pa tudi. Imel sem seminar in 3 nastope, tako da odzivi so zelo pozitivni in se veselim sodelovanja v prihodnje tudi. Namreč za naslednje leto so te ravno povabili, da jim pripraviš eno takšno predavanje 3-dnevno. Da, imeli bomo intenzivni seminar 3-dnevni, tako da komaj čakam. Danes pa znova nekaj si prinesel s sabo, čas za nov trik. V bistvu, ja, me zanima, če ti kaj kuhaš doma, kdo pri tebi doma kuha? Jaz kuham. Zelo dobro kuham in zelo rad kuham. Kaj pa imaš najraje? Vse, kar pade v piskar, po domače povedano. No, super. Pol verjetno veš, kaj je to, ne? Ja. Bučka. Bučka, ja, seveda. Glej, v bistvu, jaz sem 21 let že vegetarijanec in veliko zelenjave moramo v življenju narezati. Ampak sem spoznal, da je 2 roki uporabljati za rezanje zelenjave malo utrujajoče včasih. Ker izvoli, zato sem izumil en tak stroj, ki je v bistvu, rečem, super zelenjavo reznica. Super zelenjavo reznica. Ja, z njo lahko urežeš naenkrat 2 zelenjavi in to sam z eno roko. In da ti predstavim to zadevo, 10 let sem razmišljal, kako bi to naredil in evo, danes mi je čas, da lahko tebi in našim gledalcem predstavim super zelenjavo reznico. Super zelenjavo reznica. Ne, Matej, tu potem rok ni dobro. To bomo poskusila. Veš, kaj bi te prosil, edino, če lahko zavihaš malo rokave. Jaz bom tole čas prijel. In bova sam tole boš oblekel toliko za vsak slučaj, če gre kaj narobe. Tako kot zadnjič. Ker veš, kak je, mislim, ne na zadnje. Na mesto predpasnika, dobro. Tako, ja. Pa kri gre težko očistiti, zato ti dam vseeno zaščito. Če bi slučajno šlo kaj narobe, vse ponavadi ne gre. Ampak jaz sem tole pred leti drugače zmerom dela. Pol boljša zaprem še tole, ali kaj? Kakor želiš, ja. Mislim, da boljše, ja, ker če veš vseeno, to je jopce, nisem danes. Mislim, lepa je. Glej, pa ti kar izvoli še tole malo držati. Glej, ti pokažem zadeva zelo preprosta, lahko poskusiš sam. Trdna. In ostra. Ja, ima 2 luknji, ena je zgoraj, ena je spodaj, 200 od spredaj in 200 od zadaj. Zadeva se lahko tudi preprosto razstavi, tako da umiješ doma v koritu. Ponavadi imaš v 1 minuti vse čisto. Razen če kaj krvi pol tisto gre malo težje dolno, ampak se čistila dobra dobijo dan danes že. Lahko poskusimo, pa daš eno bučko dava zgoraj, pa te prosim, daj ti eno bučko spodaj, se bo stala, če dava na miro. Ja, tako. Evo, in eno spodaj. Odlično. Pa dava rezilo noter. In zdaj lahko sam poskusiš, ne premočno, ne prenežno, super zelenjavo reznice, lahko z eno roko samo secneš, boš videl, kaj ti dela. Odlično. Super. A si videl to? Bučke. Glej, to kakšen rez. Še bril bi se lahko s tem. A ne? Ne bi. Ne bi? Glej, tole bova pospravila. Pa te prosim, če stopiš na ono stran, kar na ono stran, pa narediva še en poskus, pa daš eno bučko spodaj. Tole bučko daj, takole bomo dala v žep, tole daš v žep. Tole bučko, pa kar stopi sem, pa primi, a si desničar ali levičar? Desničar. No, pa kar z desnico primi tole bučko, po najkrajši možni poti. Najkrajša možna pot je tu, ja. Tako, ne? Kar primi takole, pa potegni čist do konca, tako fajn na žile obrni. Odlično, ja. Evo. Zdaj, kaj ti je neugodno postalo? Lahko končamo trik? Ne, še koliko še imamo časa. Namreč, glej, se zelo preprosto je. Jaz bom usekal in spodnja bučka se bo razpolovila, zgornja pa ne. Ja, ne, moja roka se bo razpolovila. Kaj si zavarovan zdravstveno? Ja, sem, ja. Ampak ne vem, če to krije. Če gre kaj narobe, glej, v teh recesijskih časih vsaka finančna injekcija je super, dobrodošla, ne? Glej, ne rabiš se vati, Matej, če gre slučajno res kaj narobe, glej, dobiš tole za poklon, super zelenjavo reznico, z njo itak ne rabiš ene roke. Ja, to je tudi res, ja. Poskusiva, glej, jaz bom štel od 10 do 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Roka je že gor. Roka je gor, kaj pa prsti? Dela? Vse dela? Bučka cela? Čestitam. Ne vem, če nimam nekaj v hlačah. Mal preizkusa mladinskega, to je fajn za zdravje. Dneva. Hvala Bogu za puder, ker sem moj zelen, sivo zelen.
Povrti se mi malo zdaj. Dobro, sam Sebastian. Kakšna sekunda še, da pridem k sebi. Ok. Prej smo videli... Bomo pozdravili naše gledalce? Ja. Z veseljem. Naslednji teden te je možno videti na Ptuju, tam boš rezal zelenjavo. Šarlatanos Maximus, da se dogaja še naprej, v ponedeljek spet predstava na Ptuju, tako da vsi, ki še niste videli predstave, dobrodošli na Ptuj. Dobro. Vidimo se tudi verjetno na Lent festivalu, na uličnih gledališčih ali pa kje tako po mestu. Super reznica zelenjave tudi tam. Tudi verjetno, ja. Tako da vsak, ki se želi preizkusiti svoj pogum, je dobrodošel. Dobro, hvala Bogu, da je roka cela. Sicer pa za sam konec še en trik, namreč sam Sebastian je zadnjič z nami v tej sezoni oddaje Dobro jutro in pravi, da je za konec pripravil nekaj takšnega, kar naj bo odpeljalo daleč stran. Tako. Pa da vidimo, kaj bo to, kar nas odpelje daleč stran. Dobro se primi. Okay. Pa gremo.